vsega se naučiš, vseh obrtništev se lahko naučiš. Što si, ali imaš interes, ali imaš veselje, in če to imaš, si že 80% naredil. Ni evro napade z lufta ali pa da zraste na drevesu. Evro moraš ti zaslužiti. Tako, ko greš lahko hit gor, ne? Če nisi dober v storitvi, greš tudi tako. Ja, tepu se to ne bi pomagalo, če bi mu slabo hrano. No, to hočem reči, da tisto, kar govoriš, mora držati, ne? Dragi gledalci, danes je pa moj gost Matjaž Zorman, lastnik Slovenia Eko Resorta. Midva se poznava zdaj že 4 leta, nekaj takega bo. Lepo sodelujeva, dobro se razumeva, velikokrat kakšno kavico spijeva, malo izkušnje izmenjava in to je človek, od katerega sem se veliko naučil, tako da mi je prav v veselje se z njim pogovarjati in mi je v veselje, da sem ga dal vsem potrebne, ker vem, da nima veliko časa, tako da pozdravljam Matjaž, da si se oglasil. Pozdravljam ti in vsi, ki me bojo spremljali. Ti, Matjaž, si glih zdaj prišel z enega potovanja, na Tajskem si bil, ne? Ja. Še kje druge, sem Tajska? Imel sem v planu še Vietnam, pa se mi je na potovanju pol tako izšlo, da sem Vietnam, da mi je zmanjkalo časa. Oziroma mi je ostalo samo še 7 dni, to je bilo pa premalo, da bi šel tako, kot sem si je želel, in je pač to en nov izziv za drug let. Greš pa ti vsako leto, ponavadi januarja se odpraviš? Jaz vem, to dajmo tako vzeti, malo je poslovno. Ja. So bila obdobja, ko sem hodil po kuhnjah svetovnih, da sem pač prišel do teh znanj, ki jih v Sloveniji so redka ali pa so nedosegljiva, ne? Ker to se vedno malo skriva, pa tako. Sprav. Tam se pa to pač plača in se učiš. Zaprav, ti si bil pred 2 letami, če se ne motim, ne? 3 leta sem hodil po teh kuhnjah, s tem, da lani sem malo več objavljal iz tega. Prej pa pač nisem. Zdaj pa sem kombiniral bolj to, da sem hodil po resortih, večjih sistemih in v bistvu proučeval logistiko delovanja samih resortov, kako je to po svetu urejeno, ker tam so pač večji sistemi naštudirani in lažje je nekaj videti, pa to prenesti, kot pa to sam vse naštudirati, pa glutati, oziroma dražje in dolgotrajnejše. In z tega vidika je en del poslovnega, en del pa pač tudi seveda dopusta, ne? In to izkoristim januarja, takrat, ko smo v mrtvi sezoni. V resortu se naredi določen, bom rekel, remont strojev, mašin, čiščenja in tako naprej. Jaz pa pač izkoristim za to, da kaj novega najdem, vidim, se naučim in tako. Vse potovanje v končni fazi je vsak, bi rekel, človek malo posloven, ker se na vsakem potovanju se nekaj naučiš. Tudi če gre en srednješolec danes na potovanje, je to malo poslovno, ker mu bo lahko nekaj, kar bo videl čez 10 let, nekje prišlo prav. Se strinjam in tako gledaš ti, tako gledam jaz. Mrzdo pa ne. Mrzdo pa vidi samo počitnice, leži na plaži in vse tisto, kar jaz ne. Jaz sem recimo od celega meseca bil na plaži, da sem bil prost, v urah bi lahko štel. Pri meni je isto, čeprav veš, da si pa enkrat želim, da bi pa 3 dni samo na plaži ležal, pa knjige bral. Ne moreš, ker nisi tak človek, jaz ne morem. Jaz bi lahko, če bi mu knjige, bi lahko, ampak mi je bolj škoda, dobro, zdaj na plaž ležim, na hrib pa ne bom šel, ne, rečemo. Mislim, da bom jaz šel 12 ur z avionom, da bom knjigo bral, ker je lahko doma, jo ne bom. Je preveč zamudim, se mi zdi. Tvojo knjigo sem bral na morju sicer, ne? Ampak dobro, je bila knjiga, ko vleče, sem jo v 3 popoldnevih prebral.
Ampak dobro, to je na dopustu, na morju, tam, kjer pač greš vsak let in tako, in ni te poslovne narave. Pa še familija ima zraven in tako. Da bom pa jaz šel z avionom 12 ur, pa knjigo bral, ja pa ne. No, jaz tako naredim, si rečem, bom si pa zdaj, letos si bom pa vzel majčkeno časa, pa bom ene 3 dni malo ležal, ne. Pa si rečem, bom zato pa podaljšal za 3 dni, ne. Pa pol, če razmišljam, da bom šel, ne vem, za 25 dni, pa rečem, bom šel za 30, ne. Letos grem zdaj Vietnam, Kambodžo, grem za 40 dni, ne. Pa sem tudi razmišljal, bom pa malo bolj na easy, pa bom kdaj tudi kakšen dan na plaži. Ampak zdaj, ko sem že malo plan si začel delati, je že tako, da ga bo že zmanjkvalo, ne. Tako, ko že za sever Vietnama ful dni vzame, ne. Tako da, ja, ponavadi zmanjka cajta in pol si pa rečeš, ja, škoda, grem jaz raj nekaj pogledat, ke pa na plaži ležim, tako da. Taki smo. Taki smo, ja. Je pa precej ljudi, ki pa to ne. Jaz poznam ljudi, ki grejo v kompleksu na all inclusive in tam uživa. In v bistvu spet v redu, tudi vsak po svoje. To je res, vsak ima po svoje, veš, da zanimivo, da sem jaz, naša firma je imela pred 15 letom, smo imeli na Krku v Njivicah v kampu pavšal plačan pa prikolica. Sem pol kdaj kje šel, sicer to ni bila moja ideja, to je bilo od sodelavca, on je to nekako, on ima rad kampira in pol je meni to predstavil, da bo tudi za zaposlene, ne, da bo imeli zastonj pa tako naprej, pa te zaposleni niti niso hudo z veseljem hodili, ne. Jaz sem pa šel kdaj, ne, saj morje mi je, na morju je meni luštno, ne. No, in tam je bil pa cel kup ljudi, ki so po tistem kampu že 30 let imeli pavšal. In se z enim pogovarjam, rečem, danes se bom pa malo do Baške zapeljal, ne, pa grem tam pol kakšna pohodniška pot, pa to prav, v Baško greš? Veš, še nisem bil v Baški. In zanimivo, ne, iz Njivic v 30 letih ni šel do Baške, njemu je iz kampa 200 metrov pol maksimalno. In tako je tudi prav. Ja. Če v tem uživa, jaz ni nobenega problema. Jaz bi pa to težko. Jaz tudi, ja, tako da, ja. To je vse, kar je okoli tega za povedati, vsak po svoje. Daj ti malo več mi povej o tem, ko si hodil v te kuhinje delati, ne. Ti si se to hotel učiti, si mogel to plačati, najbrž kar dobro plačati, ne. In da si se pač nekaj naučil. Jaz sem, če tako čez palce rečem, v 3 letih zapravil za enega golfa. To so taki meri. Ja. S tem, da priješ v kuhinje, ki jih drugače pač ne moreš, ne. In tle sem bil recimo na stejkih, smo delali veliko, pa na pripravi, pa tudi na tuni, ne. Mi smo dosti znani tudi po tunah, smo jih začeli kupovati cele in tako. Točno tako po vseh procedurah, ki sem jih pač v svetu, kjer je to, dajmo reči, tradicija, ne, ki grejo, stoletna tradicija, recimo na Japonskem. In tam lahko največ v tem izveš. Bolj originalno pa bolj na nivoju ne moreš. Zanimivo. A si ti mogoče, pač tvoja kuhinja v ekoresortu je na zelo visokem nivoju, a si ti mogoče razmišljal, da bi pa ti komu ponudil, da pride k tebi delati, pa da ti moraš še plačati? To ne, ker to pri nas ni praksa. To pri nas ni praksa. Imamo idejo, zdaj jo razvijamo ravno s sinom, da bomo pa naredili tečaje oziroma akademije za podpeko. Mi smo, dajmo reči, v Sloveniji verjetno najbolj poznani po podpekah, imamo tudi tehnologijo, kamine, toliko velike in tako naprej, da spravimo recimo za 200 ljudi naenkrat spravimo ven podpek. To je 24 podpek, do zdaj smo delali največ. In zato je pač treba imeti infrastrukturo in jaz, ko sem to gradil, sem imel to že v glav, ampak nisem si pa mislil, da se bo tako lepo parela. Se pravi, ljudje poznajo to, ljudje imajo to radi, res je vrhunska stvar, pride ven. In
je to lepo raste ta zadeva. Ne? Se pravi, če sem te prav razumel, imeli boste akademijo, se pravi, lahko se bo nekdo Vsak- prijavil na Vsak, ki ima, akademijo, pač to bo seveda nekaj koštalo in vi ga boste naučili. akademija bo šla v to smer, da bomo to objavili, počakali na prijave in recimo tam med 8 in 10 udeleženci naenkrat delali to akademijo, se pravi, ki bo enodnevna je to, to ni neka znanost, ampak če vidiš, če ti en pokaže, je to veliko lažje. Bomo pripravili talečje in pa morske podpeke. Skratka, bistvo je podpeka. Zdaj sama vsebina je pa pol stvar enkrat to, enkrat uno in tako. Ampak v to smer zdaj razmišljam. No. Koliko bo to koštalo, že kaj veš, da se prijaviš? Na osebo, to bo tako smo zdaj razmišljali. Zdaj vsebina teh podpek je relativno taka. Ne? To je, če gledamo ribe, kovače, škampe in tako naprej, je tam recimo okrog 45 do 50 evrov nabavna vrednost materijala. Za eno osebo? Ne, to je na kilo. Na kilo. Poraba je pa približno pol kile, jo mi priporočamo na osebo. Se pravi, če so 4, je 2 kile podpeke, recimo primerno za večerjo, kosilo, karkoli. No in ta akademija ne bo tako draga, kot bo za veselje. Da ljudi, ki to radi delajo, in potem se to speče, pripravi, naredi in pol tudi poje. Ne. Aha, se pravi udeleženci. Udeleženci bomo skupaj to pol tudi pojedli. Ne. Tako da to ne bo nek znesek, bolj bo dogodek, doživetje in v bistvu malo heca, malo vesela, obenem pa prenos znanja. Zdaj mi je na misel prišlo, bi te kot podjetnika nekaj vprašal. Rečemo, da jaz nisem podjetnik, pa rečemo, da se ti jaz javim tebi, da sem pač, ne vem, mlad, da sem 25 let star, brezposeln in da se jaz tebi javim, da bi prišel zastonj delati tebi v kuhinjo, da se nekaj naučim. Bi me sprejel ali me ne bi? Bi, z veseljem. Z veseljem in če bi na tak način prišel, mislim, da bi se zelo hitro pogovarjala, kako boš pri meni ostal. Ker to so ljudje z interesom in taki so najboljši. Tisti, ki sem še, da je pripravljen se zastonj učiti, ima velik interes. In to je že veliko narejenega. Ker dajmo biti iskreni, vsega se naučiš, vseh obrtništev se lahko naučiš. Što si, ali imaš interes, ali imaš veselje, in če to imaš, si že 80% naredil. No, ampak je v našem podjetju to ne vzamemo, čeprav je čisto isti princip, pri nas se moraš tudi veliko naučiti, ne? Ne vem, bojimo se, da bo kdo rekel, izkoriščamo ljudi, da nam zastonj delajo. Sej seveda, ja, interes je pol tacga tudi zaposliti, ampak kaj pa če ni, ne prav, nekdo vam pride en mesec zastonj delati, pa boste pa videli, ali sem ali nisem. Dobro, jaz zmeraj rečem pol, lej, lahko ti prideš en teden delati, pa ti normalno plačamo, pa se pol mi odločimo, ali te bomo vzeli ali ne, zato ker zdaj tam, ne vem, da se bom jaz tam blamiral za par 100 evrov, pa bo on govoril, koliko sem mu zastonj delal, se preprosto ne upam, ker v Sloveniji ta koncept, da greš ti nekam delati, zato da se nekaj naučiš, pač ni sprejet tako, ker bi mogel biti prej vsi videli, da to ga izkoriščaš človeka, tako da... No. Čeprav ga dejansko ne izkoriščaš, ker veš kako, če žeš ti nekoga nekaj naučiti, ti boš ti kot lastnik podjetja mogel enega drugega plačati, da bo onega učil, ne, zabrav, da ti imaš dejansko res strošek in ni to za zdaj tudi, če bi meni prišel eden zastonj delati 14 dni, jaz od njega nimam, tudi en evro ne koristi, sigurno nimam, imam prej strošek, ne, sam ljudje pa drugače gledajo in v tem času,
ki je dosti naperjen proti podjetniku, zdaj sem v reviji Ona, to ima mama naročeno, sem prebral, kako je ena ženska napisala eno pesemco o podjetnikih, o bogatih ljudeh. Zdaj sem prav ponižvala nas je, koliko smo žlet, koliko smo pokvarjeni, koliko ne bi nikoli bogat človek sedel zraven reveža, pa tako, mislim, ne gre tudi ta revija Ona v 3PM, da sploh objav take zadeve, ne vem, prav podjetnik ne bi nikoli nobenemu pomagal, stran gledal pa take zadeve, mislim, Ivo Boskarol je dal 20 milijonov občini svoji, je po pravici povem, da ne bi dal, ampak ne, mislim, vse v dobrodelnosti, pa to so največ te, tako da čutiš mogoče ti to klimo sovražno do podjetnikov? Ne bi rekel lih sovražno, ni pa naklonjena. Jaz nisem imel še takih izkušenj, da bi kakšno sovraštvo kje zaznal. S tem, da jaz se niti ne obnašam, kot da bi to lahko izzval. Ne, čisto normalno živimo, delamo, ne, ampak to je tako, ne. Zjutraj vstaneš, pa ob 6 greš, pa do 10 zvečer delaš, pa cel dan se preganjaš okrog, to ne vidi noben, ne, od teh ljudi, ki tako razmišljajo, ne. Seveda ti to zagotovi mogoče malo boljši status, no, to pa že takoj vidijo. Pa kakšni so odzadnji riziki, pa dajmo reči konec koncev krediti, pa tako naprej težave, zaposleni, kader. To vse je tle noter, to je en del, ne. Drugi del so pol razvojne zadeve, ki jih imaš v službi, ki jih razvijaš, ki jih gradiš, vse to v ta paket, nič od tega tak človek, ki je to povedal, ni vpet, ne. In enostavno se tudi ne razume. Saj, če ni bil v tem, ne more razumeti. In ne more razumeti, in jaz jih to preslišam, se nagvarjam s tem. Ti si mu enkrat v zdravju imel probleme, ne? Ja. In to je posledica podjetništva? To je posledica, to je kombinacija, dajmo reči, nagnjenosti, ne. Sem imel angino pectoris, to je srčna bolezen, ki jo pa seveda pomaga pri tem stres, nezdravo življenje, del cel dan, ne, tam moraš več počivati, več se sprehajati, več biti s prazno glavo, vse tisto, kar jaz nisem, ne. Ja, in sem bil, 2010 sem bil operiran, no in potem sem pač se malo umiril, in sem si naredil ranč, no iz tega ranča je pa rastel veliko rasov. To si najprej zase malo. Ja, seveda, jaz sem mislil, da bom tam koze imel, pa da bom malo futral, pa tako, ampak pol pa kar ideja na idejo in tako naprej. Veš kaj, ena moja ugotovitev, ki mogoče je tudi malo naključna, ampak se mi že tukaj to naredilo, da ne morem reči, da je čisto naključje. Zdaj se veš, jaz veliko po Balkanu hodim, ne, Bosna največ in seveda tam ta perukar čevapčiče jem in so mi tako dobri, da skozi čevapčiče jem, ne. In se veš, imam putiko in ne boš verjel, mene v Bosni putika nikoli ne zagrabi. Po mojem zato, ker sem sproščen. Tako da jaz mislim, da je stres problem vsega in tudi imam težavo, tu imam že od majhnega, no, rečemo malo bolj pogosto na WC hodim, na malo potrebo, ne. In to je ponavadi neki prehlad unutra, ampak veš, da tudi začnem ugotavljati, da tudi če sem pod stresom, grem po noč večkrat na WC kakor, a ne, tako da ta stres je po mojem živa pizdarija. No, to je znanstveno dognano, ne. Zdaj temu se izogniti ne moreš, jaz pa razmišljam na način, kako ga obvladovati. In kako se, ne vem, nekajkrat na let odklopiti od vsega tega, ker to pa pomaga. In jaz sem do teh mojih, bom rekel, diagnoz prišel in zato januarja grem, seveda, da ne grem čisto prazen, si naštimam določene poslovne izzive, dajmo reči tako, potem grem na smučanje, potem grem z motorjem, vse to, da se umakneš iz tistih problemov, lik zato, da
dajmo reči, obvladuješ ta stres. No. In se mi zdi, da je to fajn. Jaz takrat, ko sem manj potoval, kot zdaj, ne, sem si zmeraj rekel, če gremo zdaj za en teden nekam, ker sem na Hrvaško ali pa Bosno, bom verjeten ta teden, bom verjeten zato en teden dlje živel. To verjamem, ker se tam toliko sprostiš, toliko energije dobiš in tudi ko prideš, več narediš. No. Kakšno idejo poslovno dobiš ravno na teh... No, se to sem hotel nadaljevati. Tam se odklopiš, pogledaš iz drugega zornega kota probleme. Ja. Mogoče imaš priliko to celo kje opazovati, ta isti problem ga imaš tudi doma in ga rešiš veliko lažje. Veliko bolj elegantno in tako naprej. In spet pripomoreš k temu, da obvladuješ stres. Tako jaz to gledam in dokler to funkcionira, se ga drža tega sistema. Zanimivo, potuješ tudi sam, tako kot jaz, eni ljudje to ne razumejo, pravijo, da je dolg čas. Ne, kje pa. To je ena od prednosti, ker takrat, ko si ti sam, si avtomatsko, dajmo reči, prisiljen v komunikacijo z okolico, kjer si. In spoznaš nove ljudi. Tam je en kup samskih, popotnikov, samotarjev in tako naprej, ki tudi iščejo kontakte in tako naprej. In jaz imam iz tega vidika celo vrsto kontaktov iz celega sveta, ker smo se srečevali, kakšen dan skupaj preživeli in tako naprej in potem ostali v kontaktu in se pol še srečali čez leta. Tako da to jaz ne vidim kot, to je prednost. Čeprav bi si želel, da greva ženo recimo na ta potovanje januarja, ona ima zmeraj neko opcijo, kako da ne. No? In sem vesel, da mi pa nateži, da jaz ne bi šel. Ne? Tako da za drug let se že pogajala, smo se že začeli in je že malo bolj mehka. Ampak bliže, ko bo odhod, več bo zgovorov. Ne silam. Ja, sej brez veze. Bi si pa želel. To je razlika. Ne? In če ne, pač grem sem. Moja mama pa oče gresta zdaj jutro na Šrilanko. Bravo. Sicer z bratom, sestro, ampak lansko let so tudi šli, je mama dobesedno. Ja, ga je malo prisilila očeta, ko oče ne bi šel. Letos je rekel, da pa ne gre, ne. In so se zmenili, da ne gre, zdaj en mesec pred odhodom je pa še mama, da ona ne gre, če on ne gre, zato ker je strah, če bo lačen, če se mu bo kaj naredilo, ne prav, kaj pa če ga kaj infarkt zadene, ne. Jaz sem rekel, tam gor ima vrt, če ga bo tam itak ne boš ti zraven, mu ne moreš nič pomagati, ne. No, tako da letos sta se tako zmenila, da bo on še šel, ampak je mogla mama pa obljubiti, da drug let ga pa sigurno ne bo silil. Tako da je to dobro uskladiti, ta vidva, ne, je to kar težko uskladiti, ne, tako da... Mislim, mi imamo tak, da silva en drugega. Jaz jo vabim in si želim. Če ne, pa to spoštujem. Ja, sej. In to je najbolj fair, se mi zdi. Ja, sej tudi mojega očeta razumem, ker meni je oče enkrat razlagal, rekel, veš, ali jaz prvi dan, ko grem, že gruntam, kdaj bo prišel dan, da nazaj pridem. Pol je brez veze, da greš, če ti ni tega vesela. Kar te jaz poznam, hodeš predvsem v Azijo, Tajska, Filipini si bil, verjeten zato, ko si šel tega Dejana obiskati, ne, tvojega zaposlenega. Pa še par prijateljev. Pa še par prijateljev imaš. Tako da sem bil v El Nidu, pa Puerto Princesa tudi. A poznaš tam one, ki so imeli neko pizzerijo? Kje z vaših koncov? Jaz sem bil v Puerto Princesi 10 let nazaj, sem se en Žiga je. Žiga, ja. Poznaš njega? On je v El Nidu. So zdaj naredili. Sem prej bil po Puerto Princesi, pred 10 letom. Možno, ker je sodeloval, se mi zdi, z enim drugim, ki ima pa te pizzerije, Altrove, mislim, da se reče. Sem bil vrhunsko, vrsta od zunaj čaka, ljudje, zelo dober.
No, zdaj so se malo porazdelili, oziroma ne vem, še kako se deluje, jaz ne sprašujem niti. Vem, da so delali za njega, zdaj so se pa malo svoje restauracije, pa bare in jim gre dobro. No? Sem obiskal jih in vrhunsko. Srečal sem tudi človeka, ki je s tabo naredil intervju. Damjana Mladića. Ja, to je bilo zanimivo. Ja. Torej, jaz sem prišel s kombijem v Porto Princeso, mesto, jaz človeka nisem poznal. In sem imel en popoldne čas, da pač nekaj početi. Sem si rental motor in naredil par krogov po tej Porto Princesi. Potem sem se pa odpeljal 40 km severno na obalo. Pač, da mi je dan mine, da sem malo pogledal in tako naprej. In tam imamo zalivčku, gremo v vodo in pride on zraven, pa pravi, ste vi gospod Zorman. Švede si, Marko Božo, svet Filipinov, ja, pravi, jaz sem pa v Porto Princesi, delam jogurte, gor dol in me je povabil na večerjo, mi je dal naslov in sem se jaz pripeljal zvečer k njemu domov, tako lepa hiša, služinčat noter in pa mi je pokazal proizvodno tega. Na Filipinih ni krav. Ja, ni krav. Ja. In ker ni krav, ni mleka. Iz Avstralije ga uvaža. In iz Avstralije uvaža mleko in dela jogurte z mango tam, pa ne vem, tam pač ananasem pa tako naprej. Tipček dela, no, dobro. No, tak slučaj, ko se je zgodil. Ker se ne moramo srečati na Filipinih, je priplaval hmelj. Ja. Imaš željo še kam drugam potovati k samo Azijo oziroma te države tukaj, pa Vietnam si bil pa to, ne? Ne, sem potoval Brazilijo, Čile, sem vse bil. V Afriki tudi. Meni Azija najbolj taka prijazna. Jaz pravim najbolj enostavno za potovati. Sistemi delajo. Ja. Najameš skuterček pa rešeno. Recimo razlika med Filipini pa med Tajsko. Jaz bi si upal celo trditi, da je narava in vse filipinska lepša. Ampak tam ne delajo sistemi. Tam ti kupiš karto za ladjo, naslednji dan ti ne veš, če boš spalala ali ne bo. Jaz sem že na avionu sedel, ker so nas dali dol. Smo 3 ure čakali zaradi megle na drugi strani. Jaz kličem na drugo stran, ker sem letel v Parjatu, prav kašna megla. Kašna nobene megla. To so se zmislili. Ja, seveda. No in potem čez 3 ure nazaj na avion, so pa še 3 mehankarji okoli mašine hodili. Telefon nadiran, kjer razen v večjih centrih, mestih. Skratka. Ja, Tajska je bolj napredna, ne. Ja, in tudi Tajce sem jaz ocenil k Nemce, Madonna. Če si šel na kakšno turo z njim, tam kupiš na ulici, tam, ki ima neko leseno mizo, niti nisi prepričan, a si tu kupil, ali so te nategnili. Turistofi so to. Ja, ampak te pride v hotel pur. Pripeljajo k nekam kitavžnih ljudi, dajo za pestence. Mislim, sistem tam deluje. K v Nemčiji. Ja, k v Nemčiji. Tako da to sem rekel. Poleg tega so prijazni ljudje. Ja. Poleg tega je kulinarika tam izjemna. Ja, hrana je izjemna. Jo ne moreš primerjati s Filipini. Ne, je to mnogo slabše. In tam je cel kup teh hotelskih kompleksov, sistemov. Tudi tisto, kar mene zanima, delovanje tega, kako to funkcionira. Zato sem tam pač kaj gre. Mi je pa, moram reči, so mi pa Filipini bolj všeč, tudi kaj je manjša gužva, rečemo že na cestah, če motorček nabavaš. V Filipinih se voziš tam tudi, rečemo, na Cebuju, una glavna cesta od mesta Cebu dol proti Oslobu, tam, ko so tisti kitovci. Mislim, vse so neki, ampak ni tudi tako velik gužve, ne? Tako da... Torej, Tajska, jaz sem pelil enega prijatelja, zdaj smo, ki je bil prvič na Tajskem, sem mislil, da bom naredil najboljš, kar lahko, in sem ga pelil na Phuket. Gužva. In s Phuketom smo šli s temi hitrimi čovni pol na Pipi. Ja, to sem to veš. To so take gužve, da je to ni užitka. Čisto iskreno sem
sem zamočil ta del potovanja, ker ne uživaš, če so gužve. No. Kratka, masoven turizem je, jaz iščem osebno zgodbe, ki grejo mimo tega. Ne. Zato sem pol bil tudi Ko Samui, pa Ko Chang. No, tam je pa druga zgodba. Tam je pa majčkeno bolj nedostopno. Ne vozijo avioni, recimo na Ko Chang, moraš iti z nekim prevozom, takim drugačnim do ladje, potem pa z ladjo naprej. In to je že, to vsaka stvar je ovira za masoven turizem. Tam je pa krasno. Mislim, bolj, ko greš od tistih ustaljenih transportnih ali pa transfernih poti, lepše. Kaj ti je bila pa do zdaj najljubša destinacija? Bi rekel, kaj ti je? Ja, zdaj sem mogoče še malo pod vtisom Ko Changa. Ko Chang je bil, tam sem obiskal tudi eno počitniško naselje, 100 objektov, recimo, da malo govorim za eno, okrog 100 jih je, kjer so lastniško vpleteni tudi Slovenci. Cel resort pa vodijo tudi Slovenci, drugi pač, druga ekipa. In to, kako to v perfekcijo vse gre, mislim, to je zanimivo videti, to logistiko, to, kako to vse znajo z domačini, vse spanirajo, to je znanost, to ni hec. In mogoče sem zdaj malo pod tem vtisom, pa bi rekel Ko Chang. Kaj pa če kot država, bi pa rekel, kjero destinacija, da te tako ne bi pusti, mislim, vsak ima neko Ja, vsak ima nekaj svojega, kar se tiče narave pa te lepot, bi skoraj upal reči Filipini. Ampak vprašanje, če bom še šel tja, bil sem, videl sem in to je tudi. Razen, če bojo kakšni drugi razlogi, kakšni poslovni mogoče in tako. Jaz sem včasih v Indonezijo, če spustim Balkan, sem pa tudi malo na Filipine, se mi nagiba, ne. Pa sem bil 3-krat, pa imam še namen iti, ker kakšni so Filipini, ne, to. Tudi ta jug Filipinov je ful zanimiv, ker je čisto neturističen, si ga še želim vedeti. Pa tudi tle, ko si bil v El Nido, pa na Koronos si bil, ne veš, to tudi jaz še nisem bil. Sem bil v El Nido, par dni, ampak pol to naprej pa še nisem šel tako. Ne, jaz sem šel ta cel. Mislim, zanimiv, lepo, to moraš šeti pa videti. Vračaš se pa pol tja, kad ti paše, pa če imaš kakšen interes. Jaz sem na Tajskem, so te sistemi, ki meni paše, jih čudesno, ne moram na Filipine, če ni tega. Čuv se ne boš nič. Ne, lahko na počinjence za teden 14 dni, ni pa tle tistega, kar jaz išem. Vedno ena kombinacija še, dajmo reči, poklicne reformacije. No, jaz se vračam tudi tja, ko sem bil, pa pol pogruntam, da nisem vse vedel, ne. Rečemo, na jugu Filipinov sem bil, to sem z neko agencijo bil, ker sem to delal za njo, ampak ta jug mi je bil ful všeč, ampak smo bili samo 2 dni in sem rekel, pa to je premalo, tle grem jaz, mi je bilo toliko všeč, sem rekel, tle grem jaz enkrat za 14 dni, ne za 2 dni. No, ko greš enkrat v svet, vidiš, da za kolikor časa si šel premalo. Če si majčkeno radoveden, pa malo felčen, pa tako, to tako je. Koliko časa pa ti že potuješ? 27 let. Pa samo na začetku kaj do motožja, pa Ne. to, ne, ker jaz sem ga pa imel. Jaz pa rečemo, ne vem, se spomnim, ko sem šel, ne vem, Ekvador, Peru, leta 98 za en mesec, ne. Mene je bila dolga, sem res komaj čakal, da bomo pridem. Ker zdaj kontra, zdaj gruntam, Kako bi podaljšal? kako bi podaljšal, pa takrat, ko imaš avion, ne moreš, če grem pa tle, ko grem tudi, ko sem šel, rečemo, do Gruzije, z avtom, ne, sem podaljšal par dni, ne. Tle lahko, če imaš avionsko karto, ne moreš, ne. Ampak to imam šele zadnje 10 let, sem jaz, da nimam problemov z domotožjem. Prej sem ga pa zmeraj. No, jaz teh težav nisem nikoli. Hvala Bogu. Polet si objavil en video na Facebook, ko si povedal, da si pač tvoj ta mlajši sin, da si ga dal delati, ne. Si
povedal tako, kot je, da pač pri tebi treba delati, čeprav ni nič nujno, imaš denar, ni nujno, da si jim dela, ne. Tisti video je kar veliko prahu dvignil, mislim v pozitivnem smislu, so vsi pisali, da prav je treba tako, da se dela. Lahko malo več o tem poveš, ta tvoj pogled na to. V bistvu moram imeti v svojo mladost. Ja. Izhajam iz obrtniške družine, bili smo 3 otroci in bom rekel garaški starši. Ne? To so bili iz vasi, iz kmetij, štartali svoj posel in v to upeli vso familijo. In jo tudi, da moramo reči, zastropili, jaz rečem zastropili, ne, tako v narekovajih, z delom. Ja. In ne, mene nikoli noben učil, katere vse pravice jaz imam na svetu. Ampak, da moram evro predelati. In Dinarji so bili. no, dinarji, ne. Oče je zmeraj govoril, delati se moraš naučiti, ker če ti v življenju kdaj kaj ne rata svojo idejo, tako, je fajn, če znaš kaj delati. Zato sem verjetno mislil, da nam pravici izstopil davni. In v to nas je opel in vsi smo ga delali. Ne? In dajmo reči, tudi rastali v tem smislu in na nek način sem jaz upel svoje. Ne? In zdaj imam recimo v resortu, imam 4 otroke, najstarejši Jaka je mu pa še kuhna, čeprav je iz gradbeništva, in ga je to prevzel in pelje fantastično. Druga je hči Zara, je končala let nazaj fakulteto za turizem in je že tudi en cajt vpeta v drug segment posla, to je, recepcija, ki ni samo recepcija, tam se delajo videi, tam se sklepajo posli z agencijami, tam se dogovarjamo za team buildinge, za poroke in tako naprej. Ona tudi pol te dogodke odpelje, ne, se pravi organizacijsko in operativno. Potem imam tretja hči je Iza, je zdaj 1. letnik faksa, tudi že precej vpeta v delo na recepciji, v vse te, povezave, dogovarjanja in tako naprej, ker to je en kup, veš, mi imamo le 40 objektov, ki se jih oddaja, to je skozi booking, to je skozi interakcija, uskladiti čiščenje objektov, uskladiti to, če kakšne okvare. Na luč crkne, skratka, to je milijon stvari, ki jih je treba imeti pod nadzorom, jih organizirati, voditi, odpraviti in imeti skozi vse pripravljeno, da gost pride ne čuti tega. Ne? Tako je. No in 4. fant je pa Max. Ne? Max je pa zdaj 9. razred, zdaj bo šel v srednjo šolo, ampak tudi njega upnemo v to. Ne? Všeč mi je, da to z veseljem pride. Ne? Recimo takrat, ko so počitnice in vem, da ga je žena, sem še jaz čuden gledal, ga je dala v kuhinjo za pomivalni stroj. To je v kuhinjskem delu posla, ne? Se pravi, ko imaš pripravo, predpripravo, kuhno, strežnjo, osebje not ven. V bistvu najbolj umazan del, včasih v vojski smo rekli trpezarja, ne? To je najbolj umazan del delovnega procesa. No in kaj je postavila fanta, se pravi, to je bilo 13 let starega. In fant je pel. Ni zajokal, ni zajamral, delal. Ne? In tako, zdaj, letos smo ga dali v šank, da je pač bil pomožni šankist, se reče, to pomeni, da pere kozarce, polira kozarce, kaj že natoč. Bistvo je pa, da spremlja, da gleda, da vidi, ni evro napade z lufta ali pa da zraste na drevesu. Evro moraš ti zaslužiti. In lahko je fant znanstvenik, lahko je doktor, lahko bo, ne vem, kaj bo hotel v življenju biti. Če bo hotel, ali pa če bo navratel, bo pripravljen.
In to se mi zdi, da takrat, ko bo to temo tako, bom jaz zadovoljen. No, sej, verjetno je tudi tako, jaz predvidevam. Vsaka stvar, ki težko do nje prideš, je veliko več uredna. Jasno. Ne, tudi punco, če se enostavno dobiš, ni tako uredna, kot pa tista, ki se moraš matrati. Ali pa, ne vem, težje na neko goro prideš, več je uredno, ne, tako da... Jasno. In, No, jaz to stvar gledam kot pripravo na življenje. Jaz recimo lahko povem zgodbo, kako sem jaz. Konec 8. razreda sem bil jaz, star 14 let. Cel razred se je veselil, kako bo šel na končen izlet pri Fažanu, pri Bulinek smo se šlo. Razen jaz nisem šel. Ker sem imel en dan pred odhodom v Fažano avion za Beograd, iz Beograda pa v Moskvo, kjer je oče kot izvajalec ravnih streh za takratni Smelt delal v, mislim, da je bil mesto Puščino, nek inštitut ogromen, delal strehe. In jaz sem bil en mesec gor. Kot mulc. Oče me je gor pelal, dal v ekipo, jaz sem tam delal, oče je šel in sem bil sam gor z njimi. Kontakti s domačimi sem imel ob torkih, če sem uspel naročiti telefonsko linijo. To je bilo takrat ni bilo, da si šel telefonirati. Ne, ti si naročil telefonsko linijo, ob 3 popoldne recimo sem imel dogovorjen 3 minute. In se je tudi zgodilo, da ni noben doma dvignil, ker še niso bili službe doma. Skratka, no, to sem dal čez, ampak ko sem jaz sem takrat fajn zaslužil, sem prišel domov in sem si kupil. Takrat, mislim, da je bil BT50 motor. In so vsi rekli, od privatnika sin, da se pa lahko narcavira in tako naprej. Se pravi, neko stigmo sem si z delom prinesel. Sem zaslužil tisti moped. Bil sem pa v očeh drugih, od obrtnika sin, ki ta pa loha. Pa ni temu tako. Cel življenje v bistvu se že s tem ukvarjam, kako te drugi vidijo, ne pa, kaj si delal. Vsi so bili na morju, vsi so bili na počitnicah, jaz sem bil mesec v Rusiji. 14 let sem. Vsa čast. Pa sej, jaz sem v podobne starše, najbrž kot ti, jaz sem tudi mogel delati, ne. Ljudje so košarko igrali na igrišču, po fuzbal, jaz sem mogel pa doma delati, ne. Ampak, če se ti kot otrok naučiš delati, ti pol, kasneje ni težko delati. Recimo meni kot delati 12 ur na dan, noben problem. Edini problem je skrbi, ne veš, kakšen bo izid, pa veš, da ni v tebi odvisno. Zdaj, da daš ti meni nekaj tudi, ko grem jaz na vrt delati, tamle fotru, pa frezati. To ni noben. To je terapija. Terapija, ampak noben problem. Če tako vzameš. Ja, ne. Če te pa težko, je pa vse težko. Ja, tako da to je... No, kar sem prej hotel še povedati, to ni zdaj, da jaz jamram, kako sem jaz. To so bile v bistvu, če zdaj za nazaj povem, ene najlepših izkušenj. Takrat mi je bilo že malo biti hado, da nisem šel na končen izlet. Ampak oče je že vedel, tisti izlet, Bog pomagi, ampak jaz sem bil v Rusiji, sem videl zgodbo, kako tam živi, to je bilo za mene za takrat precej novo. Veš, da enega zelo uspešnega, pa zelo bogatega podjetnika poznam, pa mi je povedal, ima sina, ki študira v Ljubljani in je kupil ta star stanovanje v Ljubljani, da bo on noter, ampak mu morate malo najemnino plačevati. Mora najemnino plačevati, ki jo seveda zasluži z delom v njegovi firmi, ampak to najemnino, ki mu jo mora plačevati, ta star nekam na stran daje in bo to pol njemu dal. Ampak samo zato je rekel, da bo vedel, da ima občutek, da košta. Da ni zastonj. Da ni zastonj. In sem rekel, tole smo dobro zgodili, to mi je bilo všeč ta zadeva. Ja, tako da jaz tudi, kar tvojih otrok poznam, zelo pridni. Se opravičujem, ker motim.
čisto kratek bom. Želim ti samo povedati, da takih intervjujev, kot je ta, bo na mojem YouTube kanalu še veliko. In čisto vsak teden bo nov intervju. Imam že dogovorjeno z veliko zanimivimi gosti, tako da jaz ti predlagam, da si pogledaš tudi vse moje naslednje intervjuje. Če želiš biti preko maila obveščena za te najbolj zanimive intervjuje, ki jih bom imel, v opisu tega videa najdeš link, pa ga klikni in tam spoln obrazec in za tiste najbolj zanimive intervjuje, ne za vse, sem za tiste najbolj zanimive, ti bom poslal mail, da ga slučajno ne pozabiš pogledati. No, vse te zveste gledalce bom pa občasno koga nagradil za kakšno lepo nagrado. Pač nekoga bom izžrebal, da bo dobil kakšno knjigo, majico ali pa kakšno drugo lepo nagrado. To sicer ni nagradna igra, da bom zdaj to kar reklamiral. Vi, ki tole gledate, ste edini, ki veste za to nagrado. In namerno nisem dal tegale obvestila čist na začetku, ampak sem ga dal bolj proti koncu, zato da se boste na to, se pravi na te novice, prijavili samo tisti, ki vas teli intervjuji res zanimajo. Tako da, še enkrat, v opisu tega videa imate link, kliknite ga in izpolnite obrazec in enkrat ali pa dvakrat na mesec boste dobili od mene mail o nekem novem zanimivem intervjuju. Še posebej Jakata vidim tam zmeraj, kadar pridem, ne. Maksa sem spoznal, ko sem bil tam pri tebi, ko si me povabil na Murter. Simpatičen fant, seveda dobro tam ni delal, ampak verjamem, da pri tebi mora delati in nisi čist takoj najbrž zadovoljen, da bi se malo delal, tako da sem prepričan, da dobro dela. Misliš, otroku probaš dati čim več, ne, zdaj, ampak ne, saj jaz tako gledam, ne v materialnem smislu, ampak da ga naučiš, ne. Mislim, da večje dote ne more dobiti. Tako kot sem jaz vesel za mojo doto, ko so mi jo dali starši, ne, s tem, da ne so nas gnali pa učili, pa ne. Tako bi si želel tudi za svoje, ne. Zakaj pa misliš tako, da je neki pregovor obstaja, ki pravijo, da pač se pravi, ena generacija ustvari, ta druga ohrani, pa ta tretji bo vse propade. Mislim, se to ni zmeraj, ampak mi je pa sestra moja, ki se malo s tem ukvarja, z ekonomijo, mi je rekla, da ne vem, v tretji rod se prenese samo, mislim, da nekih 16%, mi je rekla, podjetij. A je to mogoče, jaz sem pač razmišljal malo o tem, je mogoče to problem, da je onem ta tretjem rodu vse dano, dedičem, pa pol zagonijo, ali... Niti ne znajo. Ja, niti Ne vem, ne jaz, znajo. kva se, verjetno me je takrat navveč, ne, se to imam sakiral za to, ampak dokler sem pa tle, bom pa probal jih usmerjati v to, da bojo oni mogoče šli po enaki poti, kot jaz, pa že moj oče. Kva pa, kad bo pa, ne, takrat ne bo verjetno samo vsem tam gor. Ne. Če bojo znali, bojo lahko, če pa ne, pa ne. Je pa, dajmo reči, z generacije v generacijo, ne. Tudi na teh generacijah je precejšnja odgovornost, ne. Ja, odgovornost se Ker ni to tako enostavno, samo dobiš, ne. Verjetno je lažje ustvariti, kot pa dobiti pa peljati. Ne? Ker da si ti nekaj ustvaril, si imel nekaj že znanja, vedenja in tako naprej, interesa. Če pa ti sam nekaj dobiš za voditi,
Ne, je pa verjetno že ta procent uspešnosti verjetno manjši. Ne vem, nisem se nikoli s tem toliko, jaz upam, da bomo mi izjema. Če bi pa rečemo tvoj ta starejši sin Jaka, že pred leti rekel, ti, fotor, mene pa ne zanima ta ekoresort, pa kuhna, čist nič je zavil, pa rad, ne vem, fotograf, slikar, bi ga podpiral. Jaz, kar se tiče mojih otrok, imajo vso podporo, karkoli bojo želeli delati. Ampak se je kar zgodilo, da so vsi tle kar spontano. Ne? Ja. In to se mi zdi lepa zgodba. Ne? Jaz nobenega nisem zašel v rekel, da boš pa ti tle, pa to, pa komandir. Ne. Če želiš, če ti to všeč, potem boš delal iz srcem pa z dušo. Če to ni, daj, najdi se v čemerkoli. Jaz tole pač lahko nudim, druge ti bom pa vse pomagal. Tako gledam. Lepo razmišljam. Da bi pa jaz kakšnega silil, ne, to je zadnja stvar. Če imaš 4 otroka, da moraš postati tisto, kar dela. Itak, in če se tle najdu, če mu je to všeč, hčerka je šla celo študirati turizem, res pa je, da ti tle lahko največ pomaga. Jaz ti ne morem v fotografiji pomagati prav veliko, ker imam telefon, ki vse ve, kako slikati, rečemo. Pa No, samo tudi o tem si kar dober v videih, pa tako naprej, ne, tako da... Ja, spet imam pomoč, ne. Hči Zala, ne, to, kar sem prej rekel, je v recepciji, ima svoj sedež, ampak ona mi to vse pomaga, ne, da zloži, da to, da... Tole jaz nisem več to prebrikal, no. Oziroma, vse so me učili, pa pol pozabim, pa telefon zamenjam, pa je drugače, pa sem... Zdaj je dan, ne, brez da se kaj preveč pogovarjal. Ti, kakšni so najhujši izzivi pri tebi v ekoresortu? Kaj je? Najtežji goste dobiti, najtežji osebje dobiti za delati, kaj drugega? No, ta kadrovska zmešnjava, ki je ratala v Sloveniji, je velik problem. Res velik problem. In sicer tak problem, da kljub temu, da so te postavke urne zdaj relativno visoke, pa kljub temu ni ljudi za delati. Zato smo prisiljeni, recimo mi imamo zdaj del kuhna se razdeli na predpriprava, priprava, kuhinjski del. Imamo na predpripravi, tam kjer se čist solata, krompir, se predjedi pripravljajo in tako naprej. Imamo filipinsko ekipo, ki so delali že prej v restauracijah. Mi smo jih pač naučili naših standardov pa naših, bom rekel, receptur. Vse gre točno po protokolih, ni kiksa. Vse je, se pravi, vsak krožnik je poslikan, vsaka sestava krožnika je protokolirana, kako se kaj, tako da ni, da vsem, kdo dela, ne, je vedno isto. In moram reči, da odkar imamo to ekipo, je stres manjši. Ker kar naenkrat za 4 ljudi ne vem za noben problem. Vsi so vedno točni, nikoli ni problem potegniti, vse je tako, kot mora biti. S tem, da je tudi odnos z naše strani maksimalno korekten, imajo recimo vilo za bivanje, živijo v svoji hiši, imajo kompleten servis od čiščenja do pranja, skratka za njih skrbimo tako, kot se spodobi, no? Moj sin ima podoben status kot oni. Kako si jih pa dobil sem? A si tudi so bili oni že v Sloveniji, ali si direkt s Filipino potegnil? Ne, oni so bili že v Sloveniji. In smo jih pač naslovili, je zdaj moderno reči, in smo jih prepričali, da so se odločili za našo hišo. Potem so se pa vse ti papirji s pogodbami, oni so v rednem delovnem razmerju, imajo plačo, imajo regres, imajo dopust, vse isto kot vsi drugi. S tem, da jim dajemo mi še bivanje. In jih čutim, da so zelo zadovoljni. Tudi povabili so me na filipinski večer,
kjer so te prvo mene predstavili, šele pol veleposlanika, to je bilo zanimivo. Ja. Tako da imamo lep, korekten odnos. No, in smo vsi zadovoljni. Veš, da moj brat je pa zdaj, ne vem, Nepalce. Verjetno tudi nisem totale sprašal, verjetno prek kakšne agencije. Ja, vsi Ne vem, to, kako je do njih prišel. Ja, je treba, ne gre drugače. A pa je zadovoljen. Ne vem, jih je šele dobil, tako da, ne vem, spomnim se, Nepalci so po hrvaškem govorili, da so Hrvati leni, ne, da oni so pa pridni. Pa se možno, da res, veš, oni so tam v tistih hribih, te moraš biti priden, če češ preživeti. Treba je pogledati nekaj širše zgodbo. Jaz se tako vidim. To so revne države, recimo Filipini imajo 120 milijonov ljudi in tisti, ki bežijo ven, so ponovadi delovni, lenuh ne beži. Se mu niti ne da. Se mu ne da in tudi ve, da ne bo uspel, vse ga bo vsak uračunal. In ta, ki pride, je deloven, on ima interes se izkazati, on ima potrebo po tem, on pošilja vsi denar na Filipine in tako naprej. In enostavno so to, vidite, se tudi pri nas, ki grejo Slovenci v Nemčijo delati, sej ne gre ben lenuh. Točno ne gre noben gledal prodolgo. Tako da jaz to logiko vidim v tem, da so to ljudje pridni. Meni gre tudi zelo na živce, ko slišim, kako na Hrvaškem te tujce preganjajo, pa jih na ulici pretepe, pa to si kje prebral nisi. Ja, te Nepalce, ne vem, dela na Woltu, pride pa ga pretepejo, pa take zadeve, mislim. To so ljudje, ki so prišli delati, vse papirje so si uredili, vse zato, ker jih država Hrvaška potrebuje, zdaj se pa tam, po mojem, lenuh, ki se mu itak ne da delati, pa verjetno prav, da mu pa ta človek odžira delo, ta človek dela za njegovo socialno podporo, če me ne vprašaš, tako jaz to gledam. Treba je ločiti, dajmo reči, zakonitega, pa nezakonitega. Ker Slovenija je tako odprta država, da ti, če imaš ti čiste namene, pa poštene namene, ne rabiš nezakonito vstopati. Ne? Čeprav rečemo Filipini, glih so malo problem, ker ni bilo poslaništva na Filipinih, sicer kao menda bo, da bi lahko dobil človeka iz Filipinov. Zdaj menda, mislim, da v marcu, da bo nek dogodek na Filipinih z strani našega zunanjega ministrstva, ne vem, nekaj sem ujel, da bo to skrajšano, ampak te stvari tečejo. Mi smo vse uredili. Ja, sem te so bili že v Sloveniji, je lažje, ne? Ja, ampak isto so jim potekle te vize, pa ne vem, v detajlih niti ne vem, ampak vem, da so skozi nekaj na občino, sem, kje, tret. Skratka, so vse uredili. Moraš biti pa malo tiše z letem, pa ustrajen, pa včasih na kakšnem mokencu na uradu, kaj ne vejo tudi. Pa. Ja, no, ampak lahko, to so že naše težave. V Eko-resortu zdaj boste imeli tudi novo pridobitev za avtodome, boš zrihtal, ako malo več poveš o tem. Torej, zdaj, svetovni trend je, da že nekaj let v porastu teh avtodomov, potovanja iz avtodomovi. Mi smo imeli pa tudi to smolo pri poplavah 2023, da nam je najlepši del pašnika, pa vrta, pa to vse skupaj odnesli, približno 1 hektar. No, in 1 hektar, to je 10.000 kvadratov. Ja, odnesli, ni bilo. Ja, sem videl tam, koliko je reka, ki je bil glih ovink in je noter udarilo. Ja, in vse odnesli. No, in potem je, se pravi, ko je to, se pravi, ne more reči država naredila novo škarpo, in meni so v bistvu nas najbolj kvalitetnega zemljišča nasul na 100.000 kubikov peska. Neuporabno. Mi smo to zatravili in prvo sonce je to posušil in jaz sem gotov, da imam v bistvu nov parking. No, in če hočem tam, kjer je ga narediti, moram zadevo reorganizirati v avtokamp,
pomeni, da naredimo parcele, cesto, kar je, bom rekel, infrastrukture, in četrtega odpiramo, bomo imeli na tako manjšo slovesnost. In avtokamp, ki bo imel najlepši suport za goste. Ker bo v bistvu gost, ki pride v avtokamp, tudi gost resorta. V resortu je pa živalski vrt, lovska opazovalnica, wellness v gozdu, pastirska akademija, ribnik, restauracija ona. Skratka, za avtodomarje bo to ena lepa nova destinacija, ki jim bo ponujeno kompletna storitev celega resorta. Kdaj si rekel Četrtega bo otvoritev. In za koliko avtodomov boš to mogla? Zaenkrat je to za 16 lepih parcel, nismo stiskali, smo res naredili malo ekskluzivne zadeve, tako da si ti nad reko, da imaš dosti prostora, tako malo ekskluzivna zadeva bo, no. Lahko bi jih naštimal 30 pa en do drugega, ne, pa rekel, zdaj bom pa kasiral. Ne, ni fora v štosu vse v denarju, je štos v tem, da so krasne parcele, lepe pozicije, lepe postavitve, fajn lepe nasaditve, privatnost bomo zagotovili vsakemu izživam mejam in tako. Ena taka, dajmo reči, 5-zvezdični avtokamp. Kako je pa s tisto srnco, ko sem prišel k tebi, sem mislil, da psa božaš, pa vidim, da je pa srnca. To je pa naš Bambi, to je cela zgodba od lani maja, se je začela, konec maja so jo mi prinesli čist bogo, tik pred, dajmo reči, da pogine. No in sem se jaz lotil, to je projekt, ne. To, če imaš, dajmo reči, vsega do živali, in sem imel selekcijo na začetku, pa pol podutki in tako naprej. Selekcijo, šprico si... Po kabelcah na jezik dajal, zato da je čutila, da je to dobila, da je preživela par dni, dneve in dneve, potem pa že na dutko in tako, in srnca je zrasla in zdaj seveda je bilo nekaj prijav, prišla inšpekcija in inšpektor mi je odredil, da jo sicer pol moram imeti do septembra pa moram spustiti. No in potem je prišel inšpektor spet septembra, to je lovski inšpektor in korektno sicer drugače vse lepo in sva jo skupaj spustila, ker je pač čas bil, da je ratala samostojna, ampak ta srnca še zmeraj pride, ne vem, zdaj je glih vsak dan, ne, ampak pogosto pride k nam na obisk, no. In meni se pusti tako pobožati in tako drugi niti ne. Tako da sva prijatelja, no. Gozdna kraljica je rečemo. Lepo. Imel si dosti tudi težav s sosedim, pa to s to rešil? Načeloma je to zdaj, zadeva se umirja, ta čas, dajmo reči, poporodni, po izgraditvi je tudi potekel in so se stvari umirile. Glavna stvar je pa ta, da je bilo lani v decembru zdaj sprejet nov prostorski načrt občine Kamnik, v katerem so zajete tudi te spremembe, ki so nam delale težave. Tako da zdaj se pripravlja projekt, da se to, dajmo reči, v celoti legalizira, kar ni bo, in se mi zdi, da se zmeraj bolj vklaplja v celo zgodbo ekoresorta. Je pa ti to, kar si imel, tudi po medijih smo lahko brali, odklopili so te elektriko, pa pa tret. Si to vse zelo dobro speljal, ampak je to pustilo kakšne posledice na tebi? Zdaj mojo knjigo si prebral, si tudi videl. Jaz sem bil tudi en tistih, ki sem imel cel kup problemov, nič zaradi sebe, pač jaz obrtna cona ni imela uporabnega dovoljenja, ki bi mogla občina za to poskrbeti, ne, tamle narediti unle križišče urediti, in v bistvu jaz sem delal na črno. Ampak potem seveda sodniki za prekrške, inšpekcije, to tretji. Jaz sem sicer to dokaj dobro speljal, ne, ampak posledice name je pa pustilo, ker
Čeprav nisem bil neki zelo finančno kaznovan, pa to sem bil pa zelo Postopki so. kaznovan s stresom, živčnost, tudi na Ampak, zdravje. če mojo zgodbo primerjam s tvojo knjigo, ne, saj Ja. ni to edini problem. Ne. Ker so vse to čez dal, ne, ker je to vse fajn zalaufal, ker je to vse polno bilo, so bo prišli cigani. Ne. Točno tako. Ne? Ja, To sem prebral. ja, točno tako. Tle pa, dajmo reči, da se pravi, neki upravni problemi, postopki, to daš čez, ne. Ni to bilo v stroških toliko, ker je bilo to enih noči študija tega zakona, onega zakona in tako naprej. No, in ker to vse skrb spraviš, zlaufaš, imaš pa tam enega soseda, ki bo naredil vse za to, da ti bo nagajal. In jaz pravim, kje temu človek toliko vole nagajati? Toliko, kaj njega to košta. Toliko energije, ki je vložil v ta nagajanje, če bi to delal karkoli drugega v življenju, Bi bil uspešen. bi verjetno bil uspešen. Ne? Tle je bil pa čisto neuspešen. A ne? Ker Na razen- koncu je ti njegovo hišo kupil. Ja. Ja, pač tako je bilo. No in zdaj so od Filipinci. Lepa hiška, obnovljena, neposredno zraven. Obenem smo še vstop v resort rešili, ne, ker tam je on zelo stiskal, pa na vse sorte načine nagajal. Traktor vam zaparkiral. Ja, no, take zadeve. teh stvari zdaj smo odpravili s tem nakupom. No. Pa moram reči, da tudi ni bilo, ne vem, prav drago. No, tle recimo, pa spet ne razumem. Ne. Jaz bi za to hišo dal še enkrat več, če bi on k meni prišel, pa bi jo ponudil. No. Ampak to ni bilo, ne, ker sem videl, da to ni pripravljen, pa je bilo to na trgu, Ja. se pravi, to ni pripravljen, sem pač drugače spel, ne, ta nakup. Tudi en drug zate Ja, kupu, ja, pa tako naprej. ja. Ja, ker Ampak veš, ko so čudni ljudje, on namesto, da bi... On je bil te po mojem navošljiv, se ne more pa drugega skoraj ne more biti. Ne. On bi lahko mu od tega korist, ki je tam tvoj sosed, lahko bi tudi kaj zate delal. Mislim, Saj sem imel par idej, ne. ja, kakšnih. Jaz sem imel par idej, da bi recimo, če ne drugega, imel renta bajka. No, ja, vidiš, ja. Druga varianta je bila Orang Fitness. Je imel prostore, je imel ideje. Ampak nič od tega se ni v neko, dajmo reči, produktivno stvar obrnil, ampak vse v kontra. Ampak, ok, je kar je. Ja, no, tebi se je rešilo, ne bo malo slabš, tako da mogoče... bo Ampak potem- jaz nimam bene slabe vesti. Ja, ne, saj On nimaš, je ne. čisto vse je povzročil sam. In, ne, če je to njegova vizija, ne pač taka bo. No, ampak hočem reči, to se zdaj umirja, kamor se ni prišlo, nič se ni uspel. Mi smo se obdržali, zmeraj bolj smo obiskani. Zdaj, recimo, sem prav vesel, jutri imamo Valentinovo, prvi dan letos, ko odpiramo sezono 25 in smo čist razprodani. Tako da to je nek pokazatelj dobrega dela, ne? Da restauracija je dobra, da se pri nas ljudje dobro počutijo. Drugače je prišli, ki pridejo, pa tudi s trenunga pridejo nam na večerjo, na ta dalmatinski večer. Tako da tako vidiš rezultat, da si nekaj prav delal. Nedvomno hodijo ljudje k tebi, zato ker imaš vrhunsko hrano, ambient, vse. Ampak eni imajo tudi dobro, pa se ne znajo spromovirati, ti se znaš pa zelo dobro promovirati preko Facebooka, snemaš te videe pa tako naprej. Koliko bi rekel, koliko ta zadeva pripomore k tem tvojim uspehom? Socialna omrežja. Zdaj, ne. jaz pa to gledam tako, ne, seveda jaz tudi marsikaj gledam, pa raziskujem, pa druge gledam. Jaz mislim, da ima Facebook neke svoje zakonitosti in recimo ena od teh je, da je odziv na neko iskrenost. Ta pa pri nas je. Pri nas tisto, kar mi posnamemo,
ni blefa, ni fejka, ni tisto, kar mi posnamemo, tisto, kar jaz povem, je iz mene, je tukaj, vsi vidijo in tisto tudi dobijo, če pridejo. Ne? To je tudi za tiste, ki spremljajo, zanimivo, ker če vidiš, da ti nekaj ni všeč, ne všel. Ne? Za tistega, ki mu je pa to všeč, pa garancija, da bo točen tako dobil. In tlej za obe strani dobro. S tem, da pač mogoče včasih kakšen hec povem, tudi to je tak sem. In da je to, dajmo reči, pristno. No? To je bistvo, ker tisti naučeni govori, naučene reklame, to se ne gleda in to se tudi, jaz mislim, da tudi odzivani. No? Pa tako, ne, veš, mi imamo zgodbe z kmetije, z živalmi, z gosti, iz kuhne, v recepciji. Vse sorte zgodbe se prepletajo in če kdaj kaj zanimivega, pač jaz to, dajmo reči, izpostavim na Facebooku. Nisem pa tisti, da bom tišel vsak dan z neko pa posnemal ljudi. To pa se mi zdi, da se te pol naveličajo. Takole razmišljam, takole delam in teče stvar. Vsaki stranki, ki jo imamo v našem podjetju, pa pravijo, mi bi zdaj pa radi malo na Facebooku začeli delati, ne? Dajte nam svetovati to tret. In se vsakem rečem, pejte pogledati Slovenija Resort. To je človek, ki najbolj dela na Facebooku, pa da mu ni to neka profesionalnost. Ne? Mislim, nisi ti agencija, ne? Ti pač to dela zase in ti si po mojem mnenju, ne poznam drugega, najboljši primer v Sloveniji, kako je treba to delati. In tudi, ki je moj brat te videl, ne, pa moj brat za te zadeve sploh ni, ne? Je rekel, me kliče prav ti, jaz bi tudi rad, kako bi tako jaz Eko-resort, da bi me ljudje gledali, ne. Sem dober, moj brat. No, sem ti na tvojemu bratu ti lahko poveš, da si ti mene v to pripeljal, ne. Jaz moram to ljudem povedati, jaz sem z isto idejo, kad tvoj brat prišel, ne, se spomniš. Ja, spomnim. Kako neki, ne, mi smo prej delali profesionalne filme, pa da bo naš Dalibor je to znal. Samo bolj, kaj je bilo profesionalno, bolj kaže reklamo, manj je to gledano. In potem ena gospa prav je bila pri meni na posvetu, pa me je svetovala, pa tako, pa kako bi se bila, in je rekla, dajte vi narediti video, da ste vi gor. Vi ste Marka. Ne? In sem jaz znal še ena, ki pametuje, pa bom jaz. No, ampak kljub temu, da se nisem z nostalgijo, sem naredil to. Ne vem, kjer video je to že bil, ampak zelo odmeven. In potem smo to nadaljevali. Ti si mi tudi svoje dal, to tako, daj, tiš, ne vem, daj detajle se ne spomnim, ampak vem, da sem imel pri tebi zaslombo, se ti zahvaljujem za zmer, vsakmo to povem. In potem je pa ta prav čut, se pravi, da ima vedno neka vsebina, ne, na ta pravi način posredovana, konec koncev pravi čas posredovana, pa da je vmes še kakšen hec, štos na moj račun. Ne, da bi s koga bril norca, pa to nikoli nisem. Samo moraš kvečemi sebe delati, nikako ne z drugega. Sej to, ne, to so pač par pravil, ki sem se jih naučil, sej to mi noben ni rekel, kola, nekaj je zaradi. In potem pa še, rečemo, za vsem tem je pa treba nekaj vedeti, ne? Tako, ko greš lahko hit gor, ne? Če nisi dober v storitvi, greš tudi takoj. Ja, tepu se tu ne bi pomagalo, če bi mu slabo hrano. No, to hočem reči, da tisto, kar govoriš, more držati, ne? Dobro, za odstopanje posameznika, ki ima percepcije take in drugačne, ne? Ampak načeloma, ja, v večini mora držati. In recimo, mi imamo na Googlu, ne? Od gostiln verjetno eno najbolj številčnejših teh reviewjev, ne, 1700 ocen.
in skupaj povprečno je 4,5 od 5. To je visoka ocena. Ne? Na Facebooku je sicer nekaj manj review, ampak je tudi od 4,5 od 5, 4,5, se pravi, to generira. So pa tudi vmes kakšni izstrelki, ne? Kakšen res bil nezadovoljen, upravičeno. Čeprav jaz pravim, ki je toliko strašno nezadovoljen, mora priti do personala ali pa do mene. Ne? Jaz si ne želim gosta, ki gre nezadovoljen od hiše. Mislim, več bi naredil zase in zame, če bi direktno meni povedal, ne pisal. Zato je lahko tudi kakšna špekulacija vmes, tudi to je treba vedeti. Tudi doma, kde je slab dan. Tudi znam. V vsakem primeru bi več dosegel, če bi prišel direktno. Ne? Ja, sigurno. In zame, kaj te poprav, napake se pa dogajajo, tudi treba vedeti, to tisti, ki govori, da jih ni, je laže. Hudi zmoti. Napake so vedno, ampak napake se da tudi vedno odpraviti. Tako da, zaenkrat, hotel sem to povedati, da nadaljujem. Tisto, kar govoriš po Facebooku, mora držati. In če je to pristno, če je to resnično, potem tudi ljudje pridejo in ti napišejo. Ne? Sem bil najboljša rebrca, take kot pekeni, ne? In tako naprej. Ne? In to je... Ja, jaz vsem strankam govorim, da se morajo ljudje pojavljati v teh videih in ne profesionalno delati, ker tisto zgleda kot reklama, ne? Rečemo, pa tudi, če se noče lastniki izpostavljati, tako kot se ti, ne, se lahko zaposlene, ne vem, eno firmo, ki ima neke monterje, se rekel, bodite monterje posnet. In je en celo bil zato, da bi to snemali, ampak v tisti firmi so bili mnenja, da to ne bo dobro vplivalo na njihov imidž, pa to ne. Mislim, totalna neumnost. Zdaj ti, če imaš nekaj, ne vem, da okna montira zamenjaš, priješ k eni stranki zamenjati okno. Se stranko tudi zanima, kakšen človek bo prišel in ji bo veliko lažje, če ga prej vidiš na videu, ne. In tudi eni gospe sem, vsega še zdaj malo, to sem zmeraj gratis delal, ena gospa, ki je prva mi dala zastonj apartma v zameno za reklamo, starejša gospa v Šilu na Krku, sem je rekel, gospa, jaz bi vas posnel, rekel, zakaj? Jaz sem rekel, zato, ker gosta zanima, kakšen mu pride. Sem bil v Baški Vodi v enem apartmaju, ker je šefica se tako grdo držala in zmeraj tih pred vhodom sedela in ti si se prav, ko si šel iz mesta, si rekel, upam, da ni tam, ker si jo. Tako je bila, da si nisi želel videti, ne. In zato človek rad vidi, da ga vidi. Ljudi moraš videti. Moram reči, da 90% strank, ki jim to povem, ne razumejo. Pa se upam staviti, da imam prav, se stotitle zdaj to ravno kar potrdil, da je tako, da... Ja, jaz se lahko sam strinjam, je pa tako, ne, da če si ti verjeten, da to tisti, ki zadevo postavlja, ki zadevo vodi, ki konec koncev gre na moj račun, dobro in slabo, ne. Najbolj iz srcem to lahko delam. To je moj, dajmo reči, 5. otrok, ne, ekoresort, ki ga gradim od ideje, od zamisli. Enako je s kuhno in kdo bo zdaj od zaposlenih bolj, razen Dejana, ne, Dejan je bil pa tak zajban, da sva to lepo... Ja, sta se ful ujela dobro, ja. Ampak drugače je pa to težko v eni firmi, da en zaposlen dela zgodbo, ker, ne vem, ne znam si to predstavljati, ampak ker tudi recimo, vse pri meni so bili razni influencerji, ne, kva so redi, vse to so, ne. Ampak noben... Vse ti si tudi influencer, mislim, ti ima... Ja, pa se nimam jaz za influencerja. Ja, vem, sem ekoresort, sledijo predvsem zaradi tebe. Verjem, da če se ne bi ti v teh videih pojavljal, bi mu ekoresort 5-krat manj sledilcev. Se strinjam, ampak jaz trdim, da je influencerje, jaz gledam tiste, ki od tega živijo. Dobro, aj, če tako gledaš. Ja, tako gledam, ker se ti ponujajo, ne, da bi prišli, pa bi posneli, pa bi tako in to dela. Ampak to je še zmer, jaz gledam tako, ne. Jaz te lahko plačam, ne. Ja. In boš ti povedal, da imam jaz najboljše kraljice na svetu, čeprav jih sploh nimam. No,
Jaz sem tudi neke vrste influencer, čeprav ne govorim, da je zate osebno. vem, da tega imena, mene ta beseda nič ne moti. Vem pa, da je pri ljudeh negativno predstavljena. Najbrž tudi zato, ja, ker neki influencerji, da nas hvali Adidas, jutri Nike, pojutrišnjem Mizumo, pol Merrell. Mislim, oni to delajo za denar, to ni iz srca, Ja. to ni tisto. Ampak gled, ti nimaš to denarja, da bi mene plačal, da ti nekaj pohvalim, če Ni dobro. ni dobro. To- Ne? Ker vem, da to tudi zame na dolgi rok ni dobro, da to delam. Ja. Sej, zato pa sodelujejo, zato so tudi na isti ravni. Ampak ne, imaš ti kup tistih, ki samo. Ja, a samo ne, da je denar. in to so neki vplivni, že v redu. Ne? Ali pa recimo mene srce boli, okay, čeprav ima spet vretenstvo, ampak Jure Koširjan, Ja. legenda. Legenda slovenskega smučanja, recimo. Ne? Jack, vsi smo ga gledali, šola se je ustavila, vse se je ustavilo, ki je on šel, pa Tom bo ljudil, legenda. Zdaj pa dela reklamo za neke dodatke prehranske. Je to treba. Ne vem, no. Jaz to Ne poznam, tako da ne morem. Ja, no, komentirati. recimo en tak primer, ki ne razumem. Jemlješ kakšne prehranske dodatke? Ne. Ne, vidiš, ne razumeš, lej. Ne razumeš, lej. Jaz jemljem prehranske dodatke in sočasno to sem bil absolutno proti. Potem pa, lej, v hribe hode me je kar začel prijemati. So rekli, magnezij moraš jemati. In sem tako magnezij začel jemati. Potem smo imeli eno stranko za SEO in sem potem en članek pisal o omega-3. In sem prebral, da omega-3 nikjer drugje ne dobiš kot v lososu. In sem imel v glavu, omega-3 moram vzeti dej in lepo tudi D3 jemljem, cink jemljem, ki je dober, zdaj da ne zboliš. In ti, mogoče na ključe, ampak jaz 2020 sem tu začel jemati in da jemljem. Jaz nisem skoraj nič bolan. Zdaj so vsi bolni, jaz nisem bolan. Ne vem, ful me se bolan. No, C-vitamin tudi jemljem po zim. Železa mi je zmanjkalo, pa se mi zdi, da želez mi da več energije, da če ima železa premalo za spanjati. Tako da, meni so prehranski dodatki ok. Pozabim malo jemati, ker pozabim jih pa kar celo pest. Vse, kar imam, ne. Jaz, bom rekel, nisem bolan, Ja. pa še nisem čutil potrebe, da bi mogel kaj. Ampak ne. No, jaz, če bi nekaj izpostavil, mislim, da brez magnezija jaz bi me krči non-stop prijemal. Dobro, lahko brez magnezije, pa mogo pa Donata spiti 2 litra na dan. Ampak je dobro, tudi ti vržeš vase. Jaz niti ne jem tukaj tega, da tudi če je slabo, mi škoditi ne morem, ampak jaz mislim, da mi Pomaga. To je važno. pomaga. No, tako, In to je važno. Jaz pa te potrebe še nisem imel in Ne vem, kaj dela Košir tako, ajde, pusva to. Tvoja največja napaka, ki si naredil v podjetništvu? moja največja. Nimaš kaj takega, kaj jaz rečem. Pri meni je bila diskoteka, da sem šel delati. Čeprav lušno je bila kot napaka, pa je bila, ker ni bilo denarja, ne več. Jaz, kakšnega tazga brodoloma nisem nikoli imel, zmeraj sem bil tako konzervativno ziheraški, tudi kreditov nisem nikoli jemal, da bi bil kdaj od tega odvisen, kar se je izkazalo, recimo, glih takrat, ko so me, bom rekel, elektriko vzeli, ko so prišle te odločbe črnogradnje in tako naprej, takrat bi te banke ustavile. Po se je zgodila korona, ne? Ja. Takrat jih tudi padeš, 2 leti nismo delali. Skratka, nisem nikoli šel na kakšne take rizike, da bi bil vezan hudo na banke. In jaz kakšnega brodoloma nisem bil nikoli. Da bi rekel, to je bila pa moja, to pa ne bi. Sej bi mrske drugače, da se razumemo, če
s to pametjo danes bi marsikaj drugače, ampak prav kaj strašnega pa nisem imel. Sem pa vedno po korakih, nikoli nisem z veliko žlico, sem to vse po korakih, tudi EcoResort, saj v osnovi je bilo to par hiš, pa en bife, Zdaj pa to raslo, Jaz nisem enega evra ven vzel z tega, da se vse gre nazaj not, vse gre v večanje, v gradnjo, v širitve, v to, v posodobitve mašin in tako naprej. Enega evra še nisem nikoli, pa jih tudi pravno, To bolj za veselje delam, Ja, to se vidi. Če bi to delal zgolj za denar, potem bi to tudi čisto drugačen koncept postavil. Ne bi bile take hiške, ki so, ne bi bile lesene strehe, bi dal cegel, ki je 5krat cenejši, pa za 3krat dalj, pa tako naprej. Ta strehe, ki imamo recimo na vseh 50 objektih, so najdražje na svetu. To ni to drage strehe, ki je ta, recimo lesena streha. Življenjska doba moraš gledati, pa koliko stane. To je na 15 let računamo, da bo življenjska doba in bomo potem postopno manjali. Ampak bomo ohranili ta videz. Če daš pa gor cegel, pa rešen za zmer, ampak je to... Si kdaj razmišljal, da bi vse prodal ali dal v najem, pa da bi nekih kapitalskih dobičkov živel? Sam ti imaš otroke verjetno tako? Imel sem ponudbo, to je bilo tik pred korono, oziroma že v koroni, prvi val, se pravi 2020. So se pojavili kupci za EcoResort, ki bi ga priklopili, EcoResort priklopili v verigo. Avstrijsko-nizozemska kombinacija bila, no pa se nisem odločil. So ti konkreten denar ponudili? Korektno, ampak vete, nisem, kam pa pol. Ker kdaj kakšne take velike firme, saj do mene so prišli za ta objekt, Mercator, pa tudi Spar, sem se preko enega posrednika pogovarjal, da bi jaz to prodal, in ko kdo slišal, Spar kupuje, to misliš, da bi milijone dali, ampak te najbolj stiskajo, tako da nobene pametne cene niso ponudili. Šlo se je v tem, da jaz sploh nisem prodajal, ampak so ta koncept videli v verigi v svojem sistemu, kar je logično, s tem bi tudi povečali verjeten obisk, ki začnejo krožiti s svojimi gosti, te goste krožijo tako kot sistem, recimo, Hiltona, ki ima po celem svetu in v bistvu gostje krožijo. Prišli so, mene je bolj zanimalo, Filip sem natrov, kaj je ponudil, in moram reči, da ni bilo tako, praviš ti, da so stiskali korektno, so se postavile cene, ampak jaz nisem bil pripravljen sploh prodati za kjerokoli ceno, razen če bi mogoče res izstreljali, to pa itak ne. Mislim, krat 10, ne? Ne, če bi že krat 2 bilo v redu, ni do tega, Poleg tega jaz vidim, da to, saj imamo otroke, saj so vsi vpeti v to, Ti si bil eden med prvim, ki je prebral mojo knjigo, si tudi mi neko video izjavo dal. Lahko mogoče zdaj izkoristim to, pa da te malo za mnenje vprašam, pa iskreno povej, kakšna se ti zdi moja knjiga? Predvsem zelo odkrita. To je čisto odkrita. Jaz bi bil bolj zadržan. Bral sem jo z veseljem in me je kar prevzela, čisto iskreno, ker sem v velikih zgodbah videl sebe. Sicer v drugih okoliščinah z drugimi, ampak v konceptu pa marsikakšen zaplet zelo podoben. Jaz ti čestitam še enkrat za to knjigo, upam, da se tudi uspešno prodaja. Tudi jo svetujem vsem, ki bi razmišljate o svoji poti, je Tomaževa izkušnja lepa zgodba, kaj narediti, pa kaj tudi ne narediti.
jaz sem oboje tam not videl. Ali pa za take, ki sem jaz, ki sem rečemo, da je že na koncu poslovne poti, ne, se je še par let preko penzijo. Lepa zgodba, tako, da bomo reči lahkotna, no, ni prav težka za brati, je fajn, meni je všeč. No. Jaz sem jo pa bral 3 dni, pa bi jo verjetno še prej, ampak oči me matrajo, ne morem toliko količinsko preleteti. Tako da ja, knjiga je fajn, učna. No, dobil sem zelo veliko pohval, preko 100 po mojem že, pa takih res dobrih. In tudi od ljudi, ki mi ta mnenje res nekaj, mislim, vsak pozitivno mnenje mi veliko pomeni, ampak so tudi prebrali ljudje, za en zelo uspešen poslovnež, pa ne vem, če ga lahko imenujem, ga ne bom, ker bi ga prej drugače vprašal, ki ful bere, pa bere sem knjige v angleščini, pa je šel moje prebrati, tako da mi je bilo zelo čast in rekel, da je v enem dnevu prebral, ne. Drugače, prodal sem jih okoli 600, kar je kar lepa cifra, ne, bi bilo lahko pa tudi bistveno več. Je pa tako, ne, da kdaj moraš tudi malo sreče imeti, ne. Zdaj sem razmišljal, obstaja en popotnik hrvaški, Kristjan Iličić, on je napisal knjigo, popotniško, jo še nisem prebral, sem jo pa kupil, imam. On je že 30,000 knjig prebral. Res, da ima on cel Balkan, ne, to je 30 milijonov ali pa še več potencialni trg, če gledaš še te, ki živijo v Nemčiji, pa Švici, pa tako naprej, ne. Pa sem glih, veš, da sem glih včeraj razmišljal, ne, njegova fora je ta, da je obiskal vse države sveta. Ampak v enih državah je bil samo 12 ur, če tako pogledaš, ne, mislim... Vse, če ne bi. Ja, mislim, se nič ne rečem, je car tudi zdaj v Siriji, imaš tudi jajce, da se uplet v Sirijo. Potem se pa spomnil tega Oliver Tič, če si slišal za njega, ki bo pa cel svet prehodil. Prehodil je že, jaz sem tudi intervju z njim naredil, tako dragi gledalci si ga lahko pogledate, bom dal link. On je že prehodil od juga Južne Amerike do čist Aljaske, je že prehodil, to je več let hodil, zdaj je pa šel iz Slovenskih Konjice in zdaj je pa v Gruziji, ne. In on bo cel svet prehodil, Avstralija, pa zdaj gre do Avstralije, iz Avstralije leti do Johannesburga, pa se pravi z Južnoafriške republike do Gibraltarja, Portugalska, pa v Slovenske Konjice, ne. Sem rekel, mislim, kaj je težje narediti? Ali svet prehoditi, ali biti v vseh državah sveta? Sigurno svet prehoditi. Sam ta nima nobene, mislim, nima niti, ne zna tako dobro za reklamo poskrbeti, ne, in če mene vprašaš, 5-krat večji uspeh prehoditi svet, kakor pa biti v vseh državah sveta. Jaz bi bil svetoval, da tebe ne jame. Ja. Saj imate podjetje, se s tem ukvarjate, saj ste dobri, ne, ne nazadnje bomo zdaj še bolj sodelovali, ne. Smo lih danes to, da mu reči, dogovorili, ne. Ja, no, jaz tudi mislim, da moja knjiga še ni rekla zadnje besede, da bo to se še prodajala leta. Zdaj, jaz sem sicer laik v prodaji knjig, ne, ampak vprašanje, če si izkoristil vse kanale, ki jih lahko, ne? Res, malo, ne bom rekel, da sem bil len, ampak leto 2024 sem kar veliko enih stvari, tako da zdaj sem naredil... Kako si imel pa predstavitev knjig? Ta prvo sem imel 3 dni nazaj v Trebnjem. Bravo. Ta prvo, ne, to bi mogel delati. Tedensko, ne? Ful ljudi prišlo, ful je bilo dober. Ja, bravo, čestitam, bravo. No, to je ena napaka, ki sem jo naredil, oziroma ni napaka, sem vedel, da to moram narediti, ampak nisem... To je zdaj nov izziv za naprej, to je pa tako gledati. Ampak ja, jaz mislim, da ste knjige, spremljam kakšne objave, kjer se napišejo knjige in jih predstavljajo, ne. Ljudje pridejo in predstavitev in tam se zgodijo prodaje. Tako da verjetno je ta zgodba ta prava.
Koliko si jih pa prodal na predstavitvi? Na predstavitvi ni bilo boh ve kaj. So tudi ljudje prišli že, ki so s knjigami prišli, Podpis. posvetilo, podpisi, tako damo vsako. Dobro, nekaj je bilo, ne, ampak No, samo tako je bilo začne. pa, ampak tako se začne. Jaz tudi verjamem, da te ljudje, ki so bili na predstavitvi, pa zdaj niso kupili, je bojo čez en mesec naročili, pa tako naprej. To je tudi iz zamudo. Še tako dolga pot se začne pri prvem koraku. Drži. In Tako da- in ni bližnjic. Ni bližnjic, ampak sem vse drugače sem čisto zadovoljen, da ne kdo narobe razumel. Ne, lej. Povprečno so v Sloveniji 300 knjig prodane. Ne, tako da je čisto dobro. Nisem pa Martin Golob, ki jih je zdaj stavžil. To pa drži. Lepo pa še na kratko, tukaj sem zjutraj naredil eno objavo, ko sem objavil video ono srnco tvojo, ko sem te obiskal, ki je glih pri tebla, pa sem rekel, če ima kdo kakšno vprašanje zate, pa je tlele jih čist par. Kako je nastala ideja za gostinsko dejavnost? Je to morda bila vaša želja iz otroških dni, sprašuje pa Aleksandra. Čisto iskreno, ni bila gostilna nikoli v planu. Ni bila. Ne. Ampak, ko smo Eko Resort postavili, so se pripeljali agentje iz takrat tuji Belgija in so rekli, da za to lep resort takoj podpišemo pogodbo, ampak da mora resort jamčiti pol penzion. Ja. To pomeni zajtrk, večerja. In to je takrat bil velik problem, ne. Kuhnje ni bilo, posel je bilo pa treba speljati, ker na tujce smo ciljali. In jaz sem dal roko, podpisal pogodbo in se lotil kuhnje. Potem se je pa tam dobro kuhal in je rasla zadeva praktično iz nič je rasla v to, kar je danes. Super. In recimo, če povem samo kot zanimivost, jaz sem po Srbiji, Bosni, Črni gori prehodil ali pa obiskal številne te etnosela, se dobro rečejo. Ja. Oni so pa obratno, oni so pa vsi iz gostinske dejavnosti širili v prenočitvene kapacitete. Ne? In lih kontra vrstni red smo imeli kot drugi in v bistvu zaradi tuje agencije. Toni sprašuje, če bi še enkrat delal tak resort, bi mogoče kakšno stvar spremenil ali naredil kaj drugače kot sedaj. Ne vem, če je zapomnil. Če bi to delal v Avstriji, tak resort ali pa kjerkoli drugje v svetu, bi verjetno dosegel čisto druge učinke. Finančne. Tudi, sprejemljivost okolice. Mi smo bili en časa res glavni sovražnik, ne. Vseh inšpekcij sem jih imel 156, ne. To preživeti, to speljati, ni hec. In takrat so bili resni pomisleki, da peljem zadevo v Avstrijo, s tem, da mi to skomplicira življenje do konca. Ne. Bi pa to tam bilo čisto drugače sprejeti, če bi kjerkoli na svetu to naredil. Slovenci imamo problem, tako kot je Boscarol rekel. Vse te posle samo uspeh. Ja, in če bi še enkrat bil na tem, verjetno bi šel v tako gradnjo, ampak res ne v Sloveniji. Žal. Jože nima vprašanja, je pa rekel, da bo podcast zagotovo pogledal, ker si ti zanimiva oseba in imaš veliko zanimivega za povedati. Hvalijo živali, hvalijo resort. Tukaj je napisal, da že dolg časa razmišlja, da obišče ta raj na zemlji, pa nekako ne znese. Vidim, da se ti orang pripravil na
Ja, se zmeraj. Nisem videl tega. Ne, to sem zjutraj šele objavil. Aha. Na ostalo sem se pa že prej pripravljal, tako da... Prejle sem se spomnil, en dober vprašanje mi je v glavo prišel, evo, sem ga pa pozabil, se ga nisem zapisal, pa se ne moram zdaj spomniti, kaj je to bilo. Ne bom se ga spomnil, žal. No, za koncu vsakega gosta vprašam, koga bi mi ti predlagal nekaj za gosta, še sem povabil, imaš kakšen predlog? Iz katerega področja? Katerega koli. Kaj misliš, kdo da bi bil zanimiv, da mi je kot gost? Zdaj, če bi šel v smer gosta kot popotnika, Ja? potem bi ti svetoval mojega prijatelja Aleša Ivankota, arhitekt s Kamnika. On ima toliko zgodb, on je ničkrat starejši od mene, ampak potuje enih, sva zadnjič govorila, mislim, da jih 7 let več kot jaz, pa še na več koncih je bil in to še v takih časih, da je v Moskvi na postaji spal, pa je stran sibirsko železnico se peljal, mislim, da koliko je rekel, 7 dni na vlaku, da je sedel, ali 10 dni na vlaku. Skratka, Pouhar, jaz ga tako rad poslušam, ko začne tako kot debata, iz tega vidika bi ti jaz njega svetoval, če bi želel pred dvem, pa če bi prišel, pojma nimam. Ampak v glavnem, to je enciklopedija popotniška, je veselje poslušati, no. Kje vse, kva vse je to doživel, pa tako naprej, strašno. To je ta segment, ne. Če je to bilo. Ja. Še mogoče koga drugega, ni nujno, da je popotniška, se veš, imamo vse živo, Jaz zanimive ljudi rad povabim, ko se imam kaj z njim za pogovarjati. V bistvu bi mogel na prvo žogo, ne bi upal, to bi mogel malo premisliti, ker ne morem ti nekaj ne umem reči, predlagati, pa na prvo žogo, če mi prej... No, mogoče bi jaz to mogel prej omeniti gostom, Da bi jaz... Da bi ti to vedel. Ne, da malo razmišljaš, kaj jaz priporočati je... Ja. Ne. Moraš vedeti koga, ne. Recimo, z tega vidika, tega človeka sigurno lahko, ne. Iz drugih bi pa mogel malo razmisliti, no. Za naprej, za ideja za gosta, da ga ne presenetiš s tem vprašanjem. Da ga ne presenetiš, ja, dobro. Ker je zaplet, ker neka neumnost reči, ne. Ja. Je super, Matjaž, najlepša ti hvala za ta intervjuček. Zanimiv kot vedno, tako da jaz sem prepričan, da bo zelo gledan. Hvala ti, pa želim ti veliko poslovnih in popotniških in vseh drugačnih uspehov. Hvala te pa za vabilo in pa za vse zgodbe, ki so jih do zdaj speljala, ki so bile lepe. Lepe, zanimive. Pa še se kažejo. Ne? Bil sem kelnar pri tebi. Ja, tekel si na... Tekel sem gor, ja. Čakaj, bil drugi takrat. Tretji sem. A tretji? Tretji sem bil, ja. Dolgo sem bil prvi. Dolgo sem bil prvi. To se spomnim, pa sem pa zasledil. Spomnim pa en, v natikačih prehitro en. To, vem pa, da sem bil takrat hud, mislim hud, kot tekač hud. Ne? Ja, dal sem se od sebe. Ja. In dolg časa si bil prvi, to se spomnim, pa pol vem, da je bil en hitrejši. No? Ja. Za dva pa ne vem. Eden je bil celo v natikačih je tekel, en mlad fant, ampak je bil neverjetno hiter. Ja. No, pol si bil prostovoljc. Ja, prostovoljc Po poplavah. Po poplavah. No, to smo tudi lepo sanjali. Pa kelner sem bil, pa hamburger si me učil. Točno, ja. točno. Vse to gledalci imate na YouTubu, tako da se lahko pogledate. Tako da sva že kar neki lepo. Sva že, ja. Ja. No, že tako, ko sva se spoznala, sva se nekako ujela, sva si podobna, tako da... Verjem, prej se je, ko se 4 leta poznala, jaz imam občutek, da se veliko del. Pa
takrat je bila Mislim, korona ja, in ja, 4, ja. ja, siguren sem. No, se, ampak prav občutek imam, ker sem skupaj, ker Ja. se že, ne, ker je fajn. Ne. No, tako, da sem pa še v tvojem studiu, ne. Ja. Lej, lepo. Super, super. Vse lepo, da gremo malo skamenka ven, ne, da nismo. Ja, da nisi skozi, ja. Bom pa sigurno tudi še teh prišel. Ja, upam. Četrtega si Jaz sem v pa še Vietnamu. v Vietnamu, oziroma takrat bom najbrž v Kambodži že. Vietnam pa Kambodža. no, potem je bolj. 14. se vrnem. Aha. 14. četrtega. Pridem kaj pogledati. sigurno. Jaz ti želim lepo potovanje, Hvala. da boš čim bolj iztisnil. Zagotovo. Ja. Javilo se itak boš, Bom. to bo zanimivo. Jaz rad pogledam tvoje videe. Včasih ne celega malo preskočim, ker nimam toliko časa, da bi lahko. Verjamem. Načeloma pa spremljam, ne. Tako da sem bil še del njih, ne. Ja, ja. Ja. Veliko. Ja. Super. Hvala še enkrat. Se vidimo, vi, dragi gledalci, všečkajte, napišite kakšen komentar, naročite se na moj kanal in se vidimo v naslednjem intervjuju. Srečno.